Bom jaz odgovoril, ker sem že sodeloval velikokrat in gledal velikokrat volilne tekme in razne napovedi pred volitvami. Mislim, da je nekaj, kar se ne da zajeti z nobeno javnomnenjsko raziskavo, je tisti občutek, ki ga ima človek, ko stoji na volišču in ko gleda pred seboj listo imen, komu naj bi dal zaupanje. To je trenutna odločitev vsakogar in takrat je vsak sam za svojo odločitvijo. Mislim, da ima zares, za razliko od drugih tekmecev, na svoji listi plejado odgovornih, kulturnih, agilnih, če hočete, čutečih politikov, ki jim bodo ljudje, ko bodo izbirali med tem ali onim, po mojem mnenju dali prednost in obkrožili njihovo ime. Naj nekaj takšnih imen naštejem. O tem govorim zato, ker v končni konsekvenci vsak kandidat dela zase in tekmuje zase, ampak uspeh stranke pa sestavljajo uspehi posameznih kandidatov. Mislim, da ni stranke, ki bi lahko dala na svoj seznam tako kredibilne ljudi, kot so Pavle Gantar, Franci Kek, Tadej Slapnik, Darja Radić, Vito Rožej. Tu sem naštel samo nekaj ljudi, ki so formirane osebnosti in ki nikdar niso izzvali ljudi z nekim preostrim nastopom, z nekim parcialnim interesom, z nekim interesom obrnjenim v svoj žep in v svojo korist, ali pa korist svoje stranke. Jaz verjamem, da vsak od teh, ki sem jih naštel, ima realne šanse, da je izvoljen, in če so izvoljeni ti liderji, potem je stranka varna. Potem ni vprašanje, ali doseže 4% ali ne. Lahko vam ilustriram z svojim lastnim primerom. V nekem kriznem trenutku sem jaz kandidiral za evropskega poslanca. V tistem tednu se je zgodil montiran pok okrog Gregorja Golobiča in njegovih dozdevnih grehov. Po javnomnenjskih raziskavah smo mi imeli tisti torek pred volitvami 2% glasov. 2% smo imeli. Na volitvah, ki so bile samo nekaj dni pozneje, smo jih dobili skoraj 10%. Dobili smo jih zato, ker so ljudje, ko so izbirali med kandidati, rekli, temu zaupamo. Takrat sem bil to jaz. Jaz si želim, da bi to zaupanje vame in v moje prijatelje strankarske funkcioniralo tudi to pot. In zato sem prepričan, da bo stranka zares obstala in nadaljevala svoje delo. Obstala v parlamentu. Če bi pa še jaz dodal, bi pa spomnil, da so zadnje volitve v Republiki Sloveniji bile pred časom v Kopru, kjer je bilo zaradi naknadnih lokalnih volitev oziroma lokalnih volitev za zamudo. Zelo podobna situacija. Vse različne javnomnenjske ankete žal naše stranke niso zaznavale, sploh niti 1%. Zelo dobro so se uvrstili, preko 4% so dosegli in kje vidim jaz ta vzrok za to, poleg tega, kar je zelo lepo opisal Ivo. Zelo so se potrudili, imeli so dobre kandidate, imamo dobre kandidate in jaz verjamem, da tukaj v tem volilnem okraju, za tem, kar počnem, kar sem počel z neko vizijo za prihodnost, lahko prepričam. Verjamem in vem, da je v različnih lokalnih okoljih v Sloveniji veliko takih kandidatov in kandidatk v naši stranki in da bomo s trdim delom, zagotovo ne bo tako lahko, pod narekovaji, kot je bilo leta 2008, ko smo bili čisto nova stranka, da bomo uspeli, se bomo pa mogli to zagotovo bistveno bolj potruditi, kot pa
nekateri od političnih konkurentov, ki so zelo pred kratkim praktično s svojimi imeni ustanovili liste ali pa stranke, za katere ne vemo, kakšne programe imajo, za katere ne vemo, kakšne kandidate imajo in za katere, naprimer, če lahko gospoda Jankovića komentiram, niti ne vemo, v kateri politični dejanski prostor spada, čeprav nagovarja neke volilce leve sredine. Tako da na to stavimo, pa zelo resno in zelo kvalitetno želimo nastopiti na volitvah, da dosežemo cilje. Mogoče posebno s kakšnim odstotkom bil zadovoljen nazadnje, mislim, da nekaj 11%? Jaz si želim doseči podoben rezultat kot pred 3 leti, se pravi ohraniti to zaupanje, to bo za mene potrditev zagotovo v tem delu, da so tisti, ki so takrat videli v meni nekoga, ki bi kvalitetno v tem volilnem okraju lahko jih zastopal, potrditev mojega dela. Če bo pa rezultat še kaj boljši, bo pa to še ena potrditev več. Skratka, želim si ohraniti rezultat iz leta 2008. Jaz bi te še vprašala, govorite o teh odgovorni ekonomiji, o nekih novih poslovnih modelih, na nekih etičnih temeljih. Izziv ti predstavlja to družba Unior, si lahko bolj konkreten? Ja, to sem si želel prešparati to predstavitev za eno samostojnih novinarskih konferenc, mogoče to okroglih miz. Danes sem omenil stanovanjske kooperative, zagotovo je pa podjetje Unior tisto, ki ga vidim tudi v tem mandatu praktično od same krize. Veste, da smo že pred časom imeli eno novinarsko konferenco, takrat takoj po začetku leta 2009, ko je podjetje kot številna druga zašlo v velike težave zaradi zmanjšanega odkupa, se pravi zaradi svetovne gospodarske krize. Takrat sem se še kot neposlanec zelo zavzel pri takratnemu našemu ministru za gospodarstvo, da so se zagotovila sredstva interventna za dokapitalizacijo tega podjetja. In od takrat naprej sem videl, da dejansko potem tudi, ko sem postal poslanec, da to podjetje, ki vemo, da je eno največjih v slovenskem merilu sicer podjetij v državnih lasti, ampak zagotovo pa največje podjetje v državni lasti tukaj v Dravinjski dolini, ki zaposluje velik del občank in občanov iz vseh 3 občin, Vitanje, Zreč in Konjic, da je zelo pomembno, kako bo država ravnala, kako bo mu stala ob strani v tem času krize. Tudi sem zelo spodbujal, vem, da večkrat tudi, ko je še potem ministrica za gospodarstvo razpisala spodbude evropskih sredstev, vemo, za gospodarske centre pred enim letom, tudi vodstvo podjetja, da so pristopili, vemo, da takrat so se pridružili uspešni prijavi na ta razpis za gospodarske centre za nove materiale, prejeli kar pomembna sredstva za vlaganje v nove tehnologije. In na ta način sem dejansko se in v istočasnem uveljavljal na Zakon o socialnem podjetništvu, sem razmišljal osebno veliko, tudi sem se posvetoval z strokovnjaki iz Španije, španski primer Mondragona, največje delavske kooperative na svetu, je eden takšnih, oni zaposlujejo 100.000 članov kooperative v zelo podobnem podjetju, ki ima različne tudi proizvodne programe kot podjetje Unior, in tam so v celoti enakopravni lastniki, te bom rekel, multinacionalke kooperative, vsi zaposleni. Poznavajoč zgodovino Uniorja, tudi ta dolgoletni razvoj, tudi utemeljenost tega podjetja na dejanskem delu zaposlenih, si ne znam predstavljati, da bi sedaj, osebno sem sicer nasprotoval te odločitvi države, da jih je vrstila na borzo, da je s tem praktično vsem potencialnim plenilcem, borznim špekulantom omogočila, da s tem podjetjem lahko v čist druge interese, kot pa so to interesi zaposlenih, trgujejo in špekulirajo, in v zavedanju, da
so žal neuspešno do sedaj je iskalo, sicer vem, intenzivno vodstvo podjetja enega strateškega tujega partnerja, s katerim bi, verjamem, lahko se dolgoročnost pa neka vzdržnost in delovna mesta zagotovila v tej dolini, ker temu ni bilo tako, vidim trenutno eno zelo veliko priložnost v temu, da bi država omogočila zaposlenim, da bi na dolgi rok lahko postali lastniki vse tega deleža, ki je trenutno v lasti države, prek tega posredno z lastništvom, ki vemo, da ga že delavci in tudi sicer kooperanti, ti lokalni v podjetju imajo, preprečili tisto, česar se bojim, se pravi špekulativni nakup, kakršnokoli razprodajo deleža samega podjetja v res tistih najbolj krutih načinih, ki zagotovo ne kažejo na nič dobrega. Jaz bi spomnil, da smo zelo podobno na eno iniciativo, ki je pred časom bila sa strani občine Ajdovščina glede nameravanega prodaja podjetja Fructal, kjer so se pa sami zaposleni skupaj z lokalno skupnostjo želeli organizirati, da bi, ko je Pivovarna Laško se odločila, da bo prodala to uspešno podjetje, da smo takrat zelo daleč že sicer ob zaključku mandata naše ministrice za gospodarstvo prišli za to možnostjo, žal takrat, res žal, vlada, iz katere smo takrat zares izstopali, tej priložnosti ni posvetila posebne pozornosti, takrat so v istem trenutku, naprimer z lahkoto dokapitalizirali s 50 milijoni evrov, vemo, Adrio Airways kot eno od sicer državnih podjetij. Tukaj, rečemo v primeru Fructala, je bilo potrebnih, ne vem, poroštev za najetje kredita v vrednosti 25 milijonov evrov, tega takrat niso zmogli, tam so z lahkoto zagotovili tista sredstva. Skratka, vidim, da je priložnost, tudi smo takrat naprej domislili, tudi kateri ukrepi bi bili tisti, s katerimi bi se omogočilo zaposlenim, da bi, vemo, nič se tu ne bi podarjalo, tu bi zagotovo mogel biti interes najprej tudi na strani zaposlenih, vemo pa, da je mogoče, da z državnim poroštvom, z spodbujanjem vseh zaposlenih, da del svojih prizadevanj, del svojega dela, ki ga opravijo, potem namenijo tudi za ta dolgoročni odkup, ki bi lahko, jaz verjamem, glede na to, da vem, da so v zadnjem obdobju je poslovanje podjetja praktično že na pozitivni nuli in da je pričakovati v prihodnjih letih tudi pozitivno poslovanje, da bi lahko tudi iz tega naslova, dela tega naslova pozitivnega poslovanja v velikem delu in deležu tudi te svoje deleže tudi na ta način poravnavali. Skratka, končni cilj pa bi bil, da bi bila to delavska kooperativa, s katero bi si zaposleni praktično neposredno omogočili vpliv tako na dolgoročni razvoj, sodelovali bi pri odločanju o samem strukturi vodstva podjetja in predvsem, kar me skrbi še enkrat, da bi preprečili ali strani borznih špekulantov ali pa, to smo tudi bili prilika, strani neodgovornih lastnikov trenutno potencialno države, kakršnegakoli negativnega vpliva politike v vodstvo tega pomembnega podjetja v prihodnosti, skratka, da bi se neko odgovorno lastništvo, za katerega verjamem, da je najbolj odgovorno prav, če so to lastniki zaposleni, preprečili kakršnekoli deviacije. Sicer pa še res, jaz imam namen ta predlog, sem ga zdaj na kratko pokomentiral, predstaviti, če mi bo uspelo skupaj z bivšo ministrico Darjo Radić v sklopu same kampanje v naslednjih 2-3 tednih.